Torej, naslov članka v angleščini je The Children Trapped by Albania's Blood Feuds. Avtorja članka nam predstavita primer Nika, ki živi v skadrskem delu Albanije, ima 13 let in je že od otroštva zaprt v hiši, ker je tarča maščevanja za zločine, ki so se zgodili, preden se je rodil. V strahu pred krvnim maščevanjem Niko ne sme iz hiše in je predstavljen kot prisilno oziroma preventivno zaprt, ter je tako rekoč ujetnik na domu svojih starih staršev. Krvno maščevanje je utemeljeno s starodavnim kodeksom pravnih običajev, ki je imenovan Kanun Leke Dukadžina. Avtorja izpostavljata, kako se ta kodeks oziroma kanun v poznem 20. stoletju izkrivil in postal podlaga za upravičevanje ubojev. Kot je izpostavljeno v članku, otroci ne bi smeli biti tarča maščevanja. Učiteljica, ki obiskuje Nika na domu, je za intervju v članku dejala: "Dogajalo se je, da se ubijalo otroke in ženske. Menim, da bi morale državne oblasti narediti več, vendar ne delujejo učinkovito. In na žalost tudi ne morejo delovati učinkovito, kot omenjajo predstavniki policije v Skadru." Kljub temu, da poskušata avtorja vnesti kritičnost v članek, ima kot mnogim drugim avtorjem manjka zgodovinska perspektiva za razlago sistema krvnega maščevanja in samega kanuna Leke Dukadžina. Kot mnogi poljudnoznanstveni pisci navajata, da je kanun nastal v 15. stoletju, vendar te navedbe niso znanstveno podprte in niso točne. Kljub temu, da je Nikova zgodba zelo presunljiva, ni popolnoma brezupna. Večina ljudi ob besedi krvno maščevanje pomisli na frazo, ki povzema talijansko načelo maščevanja: oko za oko, zob za zob. Če vzamemo zgolj to načelo kot vodilo maščevanja, bi moralo biti maščevanje in krvno maščevanje neskončen niz izmeničnih maščevalnih dejanj in na tak način bi se mnoge skupnosti v preteklosti med seboj popolnoma iztrebile. Ne moremo reči, da do tega ni prihajalo, vendar ne v tolikšni meri, da bi prebivalstvo območja Črnogorskega in Albanskega visokogorja popolnoma izginilo. Izvzemanje talijanskega načela iz širšega pravnega konteksta, v katerega je vpeto, prikazuje maščevanje kot kruto tradicijo, ki se spogleduje z brezvladjem in pomanjkanjem učinkovitih sodnih in represivnih organov, ki bi maščevanje preprečile. Tudi nekateri pravni zgodovinarji so do sredine 20. stoletja krvno maščevanje obravnavali kot eno izmed razvojnih stopenj v teoriji evolucije prava do nastopa pravne države in učinkovitega kazensko-pravnega in represivnega sistema, ki storilce kaznuje in ljudstvo učinkovito varuje pred potencialnimi grožnjami samovoljnih posameznikov ali skupin, ki želijo skupnosti škodovati in vanjo vnašati nered in brezvladje. Od 90. let minulega stoletja pa se je raziskovanje maščevanja obrnilo v drugo smer. Z natančnejšo kritično analizo sistema maščevanja so nekateri zgodovinarji in pravni antropologi potrdili, da je bilo krvno maščevanje pravzaprav eden od mehanizmov v sistemu reševanja spora in izjemno reguliran sistem, ki je ohranjal razmerje moči med skupnostmi in seveda njihov fizični in politični obstoj, obenem pa ohranjal etične vrednote skupnosti in čast vsakega posameznika. Da je maščevanje reguliran pravni sistem ali vzvod, nakazuje že rimski zakon 12 tabel. Eno izmed pravnih vodil pravi tako: Si membrum rupsit, nicum eo pacit, talio esto. To pomeni, da naj bi bil oškodovani upravičen do odškodnine za škodo, poškodbo ali krivico, ki jo je bil utrpel, in ukolikor v doglednem času ni uspel po pravni poti pred sodiščem ali razsodiščem oziroma skupščino doseči poravnave in prejeti kompenzacije za škodo, je bil upravičen do instituta maščevanja oziroma taliona.
Vendar je maščevanje služilo kot opozorilo, da je določena krivica ostala brez zadoščenja in brez primerne odškodnine in da krivici ali pravici še ni zadoščeno. Torej, maščevanje ni bilo samo sebi namen, ampak je bilo pravno in družbeno normirano dejanje, ki je bilo tako legitimno kot legalno. Kot so dokazali nekateri zgodovinarji in pravni antropologi na primeru proučevanja srednjeveških islandskih sag, je sistem maščevanja temeljil na kolektivni odgovornosti za ohranjanje harmoničnih odnosov življenja v skupnosti in med različnimi skupnostmi. Drugi temelj v sistemu maščevanja pa so predstavljale visoke moralne vrednote v skupnosti in osebna čast vsakega njenega pripadnika. Sklicevanje na čast je bilo tudi eno od gonil maščevanja oziroma eden izmed legitimnih povodov za maščevanje. Onečaščenje oziroma okrnjeno čast je potrebno maščevati in si s tem povrniti čast. Ta koncept je prisoten tudi v novoveških dvobojih, srednjeveških plemiških fajdah in nenazadnje tudi v mnogih epskih žanrih ustnega slovstva širom sveta, ki med drugim tematizirajo tako nasilje kot krvno maščevanje na osnovi časti. Utemeljevanje krvnega maščevanja z noto častnosti je zaslediti tudi v prvih omembah krvnega maščevanja med Slovani. V nekem bizantinskem poročilu iz 6. oziroma 7. stoletja našega štetja o navadah Slovanov je omenjeno, da so bili Slovani zelo gostoljubni ter so si gostoljubje šteli v čast in bi celo v boj gosta krvno maščevali. V potopisu o potovanju po Dalmaciji, Viaggio in Dalmacija, je beneški opat Alberto Fortis pisal o običaju maščevanja in pomiritve med Morlaki, prebivalci dalmatinskega zaledja, in jih primerjal z običaji Arbanasov, ki so prebivalstvo albanskega visokogorja. Vendar, glede na zapisano, lahko potrdimo, da je zapis nastal na podlagi pripovedi in tem običajem pomiritve Fortis ni bil nikdar priča. Vendar je pri tem bolj pomembno predvsem dejstvo, da je vzajemno z običajem maščevanja obstajal tudi običaj pomiritve, torej sklepanja miru, in da maščevanje kot tako ni neskončen proces. V 19. stoletju se je zapisovanje običajev in ustnega slovstva pojavilo kot splošen trend evropskega romantizma. Med zbiratelji in zapisovalci ustnega slovstva na območju jugovzhodne Evrope gre velika zasluga Vuku Stefanoviću Karadžiću, Stefanu Verkoviću, bratoma Miladinov iz Struge in mnogim drugim. Nekatere pomembne ljudske epe je zbral in zapisal tudi lingvist Milman Parry s svojim študentom Albertom Lordom. Zanimive podatke pa so prispevali tudi pionirski antropologi in etnografi, kot so bili Pavel Apolonovič Rovinski, Johan Koll, Gerhard Gesseman, Božidar Petranović, Milorad Medaković in drugi. V 20. stoletju so tradicionalni način življenja in ostanke izročila pravnih običajev v Albaniji, na Kosovem in v Črni gori preučevali pravni zgodovinarji, kot so Ilija Jelić, Surja Pupovđi, Milutin Đurić, Milovan Šćepanović, Marino Dzurl, Genč Trnavđi in predvsem tuji antropologi, med katerimi gre velika zasluga predvsem Mary Edith Durham, Margaret Hasluk. V socialističnem obdobju pa se krvnemu maščevanju v Črni gori posvetil Christopher Boehm. Kasneje, od 90. let 20. stoletja dalje, pa so se Fatos Tarifa, Diane Gelgi in Robert Elsi osredotočili na ostanke izročila o krvnem maščevanju v albanskem visokogorju. Vzporedno z etnografskimi in antropološkimi raziskavami o krvnem maščevanju na območju albanskega in črnogorskega visokogorja se je začelo tudi zbiranje pravnih običajev.
V 19. stoletju je pravne običaje na območju med Hercegovino, Črno goro in Severno Albanijo zbiral že tedaj zelo priznani pravni zgodovinar in filozof Valtazar Bogišić. Bogišić se je zbiranja pravnih običajev lotil na pobudo tedanjega kneza Črne gore Nikole I. Petrovića in je pravne običaje zbiral sistematično z vprašalnikom, predvsem za potrebe izdelave novega imovinskega zakonika za Črno goro in za kasnejši predvideni projekt kazenskega zakonika za Črno goro, vendar tega ni uspel ustvariti. Svoj vprašalnik je nameraval kritično preučiti in objaviti v zbirki pravnih običajev. Sama zbirka pravnih običajev Črne gore, Hercegovine in Severne Albanije je bila izdana posthumno, šele v drugi polovici 20. stoletja. Rokopis pa je bil dolgo časa hranjen v Bogišićevi privatni knjižnici na Cavtatu. Zaradi formata je to Bogišićevo delo oziroma zbirateljski podvig strokovna javnost poimenovala kar kot Bogišićevo anketo. Na območju Severne Albanije so bili prvi zbiratelji in zapisovalci pravnih običajev duhovniki. Štefan Konstantin Dječovi je na prehodu iz 19. v 20. stoletje zbiral pravne izreke in rekla, ki so bili med prebivalci albanskega Visokogorja poznani kot kanon Leke Dukadžina. Frančiškanski duhovnik Frano Ilija pa je v obdobju med obema svetovnima vojnama zbiral pravne izreke, ki so bili tradicionalno poimenovani kot Skenderbegov kanon. Oba raziskovalca sta bila sicer pravna navdušenca, nista pa in svojega raziskovanja nista osnovala znanstveno, temveč zbirateljsko. Zbirala sta posamezne pravne izreke in rekla in jih po vzoru srednjeveških kodeksov razvrstila v skupine, ki ponazarjajo veje prava, kot je civilno pravo, kazensko pravo, imovinsko pravo in tako dalje. Oba duhovnika sta želela v roke dobiti oziroma odkriti zapisani obliki kanona Leke Dukadžina in Skenderbegovega kanona, vendar so ju informatorji iz tedaj že razkrajajočih se bratstev in plemen, tako kot Bogišića in Jelića predtem, obvestili, da pisana oblika enega ali drugega zakonika ne obstaja. Ne gre za to, da se je original zapisa izgubil ali je bil uničen. Gre za to, da se je pravo v preteklosti kodificiralo tudi samo rabo in ustnim izročilom. Zakon ni nujno nekaj zapisanega, temveč nekaj, kar se redno prakticira, kar je del tradicije in tako se ohranjalo tudi ustno izročilo in pravni običaji o maščevanju. Nekateri pravni zgodovinarji in antropologi so vsaj do 90. let minulega stoletja poudarjali precej poenostavljeno hipotezo, da se je maščevanje ohranilo predvsem na območjih, ki so bila oddaljena od centralne oblasti, kot so denimo Visokogorja, kar območje Severne Albanije in Črne gore gotovo sta. Gre za precej neprehoden teren, ugoden za ekstenzivno pašno živinorejo, vendar to ne pomeni, da je prebivalstvo živelo v brezvladju in se je maščevanje ohranilo zaradi pomanjkanja oblastnih struktur. Ravno nasprotno. Primarne oblastne strukture so bile pri reševanju sporov in preprečevanju dolgih ciklov maščevanja dovolj učinkovite, da so poskrbele za obstoj družbe ter skozi običaje sklepanja miru poskrbele za novo harmonično ravnovesje in za njegovo ohranjanje na podlagi novih zavezništev med predhodno sprtima strankama. Torej, ko omenjam primarne oblastne strukture, pri tem referiram na tradicionalne ureditve življenja na območju Črnogorskega in Albanskega Visokogorja, kjer je prebivalstvo živelo v bratstvih in plemenih. Vsako bratstvo je bilo zaokrožena družbeno-politična enota.
Bratstva so bila pretežno osnovana na podlagi krvnega sorodstva po moški sorodstveni liniji in so običajno poseljevala območje ene vasi. Več bratstev oziroma vasi se je združevalo v plemena. Najmanjša družbeno-politična enota v vasi oziroma bratstvu je bila hiša, ki jo je vodil glava družine. Glava družine ni bil nujno oče vsem, ki so živeli v hiši, temveč odrasel moški član, ki je imel dovolj izkušenj ter najboljše vodstvene sposobnosti in najbolj neomajne moralne vrednote, da je bil izbran za glavo družine s strani njegovega predhodnika, ki je utegnil biti ded, oče ali stric. Glava družine je razpolagal z imetjem in prihodki ter razporejal delo v hiši, na polju in na pašniku in je bil tudi kazensko odgovoren za morebitne prestopke članov njegove hiše v odnosu do drugih hiš v bratstvu ali v plemenu. Ena od hiš v bratstvu je bila običajno najstarejša in je po izročilu izvorna hiša bratstva in ta je nosila dedno funkcijo glavarstva bratstva. Glave družin vseh hiš v bratstvu oziroma vasi pa so sestavljali skupščino glavarjev bratstva in so na rednih zborovanjih, ki se jih je lahko udeležil vsak polnoleten moški bratstva, razpravljali o tekočih zadevah, skupnih zadolžitvah in so na zborovanjih razpravljali tudi o neslogah in krivicah med družinami v bratstvu, ter so razsojali v sporih med člani istega bratstva ter zastopali bratstvo v primerih sporov z drugimi bratstvi. Vsak glava družine, posamezne hiše, je torej imel sodno funkcijo, torej samostojno in avtonomno v svoji hiši, poleg tega pa tudi na kolektivni ravni kot član skupščine. Vkolikor bi prebivalec hiše drugemu prebivalcu hiše kaj žalega storil, je za kaznovanje člana hiše poskrbel glava družine sam. Vkolikor bi nekdo od prebivalcev v hiši storil kaj žalega drugemu pripadniku bratstva, bi za to odgovarjal tako krivec kot glava družine krivca. Na podlagi kolektivne odgovornosti bi moral glava družine za prekršek odgovarjati skupaj s storilcem in poravnati odškodnino oškodovanemu. Poleg odgovornosti za poravnavo odškodnine je bil glava družine tudi upravičen do fizičnega kaznovanja prestopnika v svoji hiši in v primeru fizičnega kaznovanja, ki bi se končalo s smrtjo prestopnika, glava družine ne bi odgovarjal pred zborom glavarjev za takšno kaznovanje. Bratstva so se povezovala v plemena, deloma na podlagi sorodstvenih in klientelnih vezi, vendar so običajno poseljevala sosednja območja. Analogno s skupščino bratstva so tudi plemena imela redna zborovanja vsaj nekajkrat letno, na katerih so se zbrali vsi glavarji vseh bratstev v plemenu. Obstajala so tudi izredna zborovanja, ki so bila sklicana, ko se je v bratstvih dogodil kak spor ali krivica, ki je zahtevala čim hitrejšo obravnavo in nujno reševanje spora. Med take zadeve so spadale denimo škoda, ki jo je povzročila živina enega bratstva na parceli drugega bratstva in denimo namerno povzročene fizične poškodbe. Oškodovani član bratstva se lahko pritožil bodisi svojemu glavi družine ali neposredno h glavarju bratstva. Ta je nato sklical zborovanje bodisi znotraj bratstva, bodisi z drugim bratstvom, bodisi na ravni plemena. Na podlagi kolektivne odgovornosti in želje po harmoničnem ravnovesju v skupnosti je bilo vsem pomembno, da se spori rešujejo sproti. S preučevanjem pravnih običajev sem spoznala in potrdila, da so skupnosti težile k temu, da ne bi prihajalo do prelivanja krvi in krvnega maščevanja in so na kolektivni ravni želeli vsi člani skupnosti to preprečiti. Torej, na tak način so bila notranje politično in oblastno urejena bratstva in plemena, ki so vsaj od 10. oziroma 11. stoletja poseljevala tako območje Črnogorskega in Albanskega visokogorja, obenem pa tudi priobalni pas vzdolž Jadranske obale.
Iz gospodstva Nemaničev je oblast nad Zeto prešla v roke Balšičev in nato Crnojevićev. Mesta ob obali oziroma komuni Kotor, Budva, Bar in Ulcin so že za časa Nemaničev prejeli privilegije zapisovanja svojih pravnih običajev v statute. Statuti, kot vemo, so pisna kodifikacija obstoječih pravnih običajev. V Dušanovem zakoniku denimo dobimo potrditev za notranjo sodno avtonomijo bratstev, saj členi Dušanovega zakonika navajajo, da smejo glavarji bratstev oziroma vasi reševati spore po običaju, razen za umore in uboje z maščevanja, ki so glede na Dušanov zakonik bile v jurisdikciji vladarja oziroma carja samega. Plemena v albanskem visokogorju so bila organizirana na podoben način kot v črnogorskem visokogorju. Primarna oblika poselitve v albanskem visokogorju so bili katuni, značilni za poselitev prebivalstva, ki se ukvarjalo z živinorejo. Katuni so se oblikovali v fise, kar je primerljivo z ureditvijo bratstev in plemen. Glavarji bratstev v albanskem visokogorju pa so se v 15. stoletju povzdignili na raven velikašev in svoja bratstva delno vojaško reorganizirali, da bi vodili boje proti osmanskemu zavojovanju. Med te severnoalbanske velikaše sta spadala tudi Leke III. Dukadžin in Georg Kastriot Skenderbeg, katerih bratstva so poseljevala območje albanskega visokogorja, ki je neposredno mejilo na območje črnogorskih visokogorskih plemen, poznanih tudi pod nazivom Crnogorska Brda, mednje pa spadajo plemena Belopavliči, Vasojeviči, Piperi, Rovca in Morača, ki so omenjeni v 15. stoletju, Kuči pa so bili v beneških virih omenjeni že v 14. stoletju. Glavarji bratstev in plemen so bili po običaju varuhi pravnega reda in so bili poznavalci pravnih običajev, ki so se prenašali ustno kot kratki pravni izreki. Na podlagi kolektivnega spomina in zavesti so določeni predstavniki veljali kot izjemno vešči pomnjenja in primerne aplikacije pravnih izrekov. Tako po kritični interpretaciji virov lahko za Leko III. Dukadžina rečemo, da ni bil zapisovalec ali pisni kodifikator prava, temveč izjemen poznavalec pravnih običajev, ki je primerno usmerjal druge glavarje za dosledno in pravično uporabo pravnih rekel v praksi in jih primerno interpretiral glede na posamezen primer. Torej, fraza "tako je rekel Leka" pomeni pravzaprav "tako je Leka svetoval" in razsojal oziroma pomagal pri razsojanju na plemenskih zborovanjih na pravičen in moralno neoporečen način. In podobno bi utegnilo veljati tudi za Georga Kastriota Skenderbega, po katerem se imenuje skupek pravnih običajev, ki je zbran na območju, kateremu je času turške invazije Skenderbeg gospodoval. Leke Dukadžina ali Skenderbegov kanon nista bila nikoli zapisana za časa življenja enega ali drugega velikaša, temveč gre za kanon kot običaj. Na tak način sta en ali drug razsojala v sporih ob poznavanju obstoječih pravnih običajev. Če se pomaknemo v čas novega veka po beneško-turških vojnah, vidimo, da se je na tem območju ustalila meja med Benečani in Osmani. V grobem so Benečani gospodovali na priobalnem pasu, na območju Boke Kotorske ter na območju od Budve do Bara. Benečani so imeli oblast pretežno nad komuni in njihovimi distrikti. Na območju med Budvo in Barom pa je prebivalstvo prav tako živelo v bratstvih. To območje se imenuje Paštroviči in gre za unijo 12 bratstev. Zaradi strateškega pomena ozemlja so Paštroviči domnevno že v obdobju Nemaničev uživali posebne privilegije in ob ustanovitvi beneške oblasti so Paštroviči poskrbeli, da jim je tudi beneška oblast leta 1423 potrdila posebne privilegije.
Med drugim so imeli pravico do sodstva po običaju. Spore so reševali na zborovanjih, tako kot ostala bratstva v Črnogorskem in Albanskem visokogorju in nenazadnje tudi vsa bratstva v vaseh v Kotorskem distriktu. Paštrovsko sodno telo je bilo bankada oziroma je bila bankada naziv za zborovanje samo, na katerem je v sporih razsojalo 12 glavarjev paštrovskih bratstev. V zaledju tega priobalnega pasu pa so gospodovali Osmani, ki so ozemlje administrativno uredili v Sandžake in nahje. Predel Grblja, župe Grbalj, ne vem, če bom lahko pokazala tu, torej ta predel tu, je že za časa Nemaničev pravzaprav omenjan kot del Kotorskega distrikta, po beneško-turških vojnah pa je pripadal osmanski oblasti in je imel posebno ureditev in posebne bonitete zaradi solin. Ozemlje nekdanje Zete, ki so ji gospodovali Crnojeviči, je leta 1481 postalo vazalno območje, nato pa so Osmani ozemlje administrativno uredili v Sandžak leta 1496. Črnogorski Sandžak je vključeval ozemlje zahodno od Morače, Zete, Zetsko ravnico in z Žabljakom Crnojevičev. Bil je razdeljen v 6 nahij, v katerih je bilo skupno 30 plemen. Sprva je bilo ozemlje urejeno v timarski davčni sistem, vendar prebivalstvo ni bilo sposobno plačevanja davkov timarskega davčnega razreda, oziroma kot Črnogorci rečejo, so se davkom in Turkom uprli in ozemlje je bilo preurejeno v filurijski sistem, ki je bolj ugoden za predele, kjer se prebivalstvo ukvarja s pašno živinorejo. Končno ureditev so nahje doživele v 17. stoletju, ko se omenjajo Katunska, Reška, Crniška in Lješanska nahija kot območje tako imenovane Stare Črne gore. Severno od Črnogorskega Sandžaka je ležal Hercegovski Sandžak med rekami Zeta, Tara in Morača z mestom Nikšić. Vzhodno pa Skadarski Sandžak, ki je vključeval tudi območje Albanskega visokogorja. Torej, Benečani so svojo ustalitvijo v Boki Kotorski postali seznanjeni z lokalnimi pravnimi običaji in tudi kotorski načelniki so ob vsaki umestitvi morali priseči, da bodo spoštovali pravo in pravne običaje komuna in distrikta. V distriktu pa so bratstva še vedno živela v svojih primarnih skupnostih, v bratstvih in vaseh in spore reševala po običajih. Kotor pa je razpolagal s komunskim sodiščem, kot tudi z notarsko pisarno in ljudje so se kmalu začeli zavedati, da je zapisana pogodba bolj oprijemljiva od ustno izrečene. Tako lahko v provenienci kotorskih notarjev najdemo nekatere zapise mirovnih pogodb med bratstvi iz Boke Kotorske, ki so ležala v distriktu komuna, kot tudi mirovne pogodbe med bratstvi iz Kotorskega distrikta in drugih zalednih predelov. V letu 1431 najdemo zapis, da so se predstavniki vasi Luštica in vasi iz območja Grblja oglasile v Kotorju, da bi potrdili mirovni dogovor, ki so ga bili že predhodno sprejeli po običaju. Rekli so, da so se pomirili in si oprostili, ter si v znamenje miru tudi pred notarjem izmenjali poljub miru, ter se dogovorili za globo 200 dukatov v primeru kršenja mirovnega sporazuma. Leta 1437 so v Kotor prišli svojo mirovno pogodbo zapisati glavarji Njegušev, ki so živeli na območju tedanje Zete, in glavarji vasi Orahovac, ki leži v Kotorskem distriktu. Pred notarjem so potrdili, da so se že bili predhodno pomirili po običaju in da bodo svoj mir utrdili s poročnimi vezmi med bratstvi. Stranke so resničnost svojih navedb potrdile s poljubom miru pred sodiščem in notarjem in se zavezale k poravnavi globe, v kolikor bi prišlo do kršenja miru.
Naslednje leto, 1438, je v kotorskih notarskih knjigah zapisan dokument Pax inter Regianos, Morigianos, Režanos et Policianos. Bratstvo Riđani je ležalo v zaledju kotorskega distrikta na ozemlju Zete, vasi Morinje, Risan in Police pa v kotorskem distriktu. Glavarji bratstev so prišli v kotorsko notarsko pisarno podpisati mirovni sporazum in so potrdili, da so se pomirili po običaju že 7. januarja istega leta. Pred sodiščem in notarjem so prisegli na evangeliju in križu, da bodo mir spoštovali, ter so se obvezali poravnati globo 500 beneških dinarjev, če bi mir kršili. Kotorsko notarsko pisarno so angažirali tudi za prepis pogodbe v slovanski jezik. V letu 1440 pa najdemo zapis mirovne pogodbe med paštrovskimi bratstvi, ki so, kot rečeno, imela svojo sodno avtonomijo, vendar niso razpolagala s stalno notarsko službo. Zato so mir prišli potrditi v pisni obliki v Kotor. Torej, kotorsko sodišče in notariat v vseh omenjenih primerih nista bila ista instanca, kateri so se zatekali za reševanje spora in za razsojanje, saj so to bratstva uspela storiti samostojno. Kotor je samo nudil prostore sodišča za potrjevanje pogodbe in svojo notarsko službo za zapisovanje pogodb. Te pogodbe dokazujejo, da so bratstva in plemena učinkovito reševala vse vrste sporov in se uspešno mirila in sklepala mirovne pogodbe in zavezništva tudi po krvnem maščevanju. Pa preidimo na bolj akcijski del in na sam običaj krvnega maščevanja. Pravni običaji, zbrani v kanonu Leke Dukadžina in Skenderbegovem kanonu, navajajo številne izreke, ki nakazujejo na okoliščine, v katerih je nekdo upravičen do krvnega maščevanja, in na tem mestu bom naštela nekaj poglavitnih. Kar se tiče ubojev, kanon Leke Dukadžina pozna maščevalne uboje ali uboje iz časti, uboje po nesreči in uboje iz koristoljubja ali naklepne uboje. Samo za zadnje je kanon Leke Dukadžina narekoval krvno maščevanje. Za maščevalni uboj iz časti pa načeloma ne, saj je, kot smo omenili, krvno maščevanje oziroma maščevalni uboj iz časti že mehanizem, s katerim je oškodovani opozoril na krivico in si povrnil čast, ki si je drugače ne bi mogel. Po krvnem maščevanju je skupnost težila k temu, da se doseže premirje in skliče zborovanje za poravnavo škode in sklene mir med enim in drugim bratstvom. Ko je govora o uboju po nesreči, kar se je tudi utegnilo dogajati, namreč, da so se ljudje po nesreči v prepiru ali pri delu smrtno ranili, tedaj je smrtno ranjeni imel moralno obvezo v zadnjih besedah izraziti, ali je bil ranjen namerno ali ne. V kolikor je šlo za nesrečo, bi po njegovi smrtni rani njegovo bratstvo zahtevalo odškodnino. Če pa šlo za namerno smrtno rano ali za rano, ki je nastala v hudem pretepu, ki se je začel zaradi zmerjanja ali onečaščenja, potem pa bi bilo bratstvo upravičeno do maščevanja, torej lahko so se odločili za poravnavo ali za maščevanje. Ob vsaki taki kočljivi situaciji so po navedbah v Bogišičevi anketi glavarji bratstva nemudoma zbrali zastopnike oziroma mediatorje, ki bi šli do hiše poškodovanega ali umrlega in glavo dotične hiše poskušali prepričati v poravnavo. Kolektivna odgovornost jim je narekovala preprečevanje prilivanja krvi. Ukolikor na poravnavo glava družine ne bi pristal, je bil upravičen do krvnega maščevanja. Zatem pa bi glavarji ponovno posredovali kot mediatorji za premirje in poskušali pomiriti stranki.
Nekateri običaji iz Črne gore in severne Albanije omenjajo, da so glavarje spremljale ženske, ki so s seboj nosile dojenčke v zibkah. Po običaju so se imenovale mironosice, nosilke miru. Otroci so simbolno predstavljali dar in željo po sklenitvi zavezništva in novih družinskih vezi, ki bi bilo okrepljeno z novim zarodom, ki so ga otroci simbolno predstavljali. Ukolikor se je oškodovana hiša v bratstvu odločila za maščevanje, je glava družine določil maščevalca. Maščevali so se lahko le polnoletni moški, tisti, ki so že prešli običaj iniciacije in bili upravičeni do nošnje orožja. Običaj ni predvideval ženskih maščevalk, čeprav pričevanja pričajo tudi o takih redkih primerih. Tarča maščevanja je moral biti bodisi sam storilec, če pa je ta zbežal ali je bil zelo nečasten posameznik, je tarča maščevanja postal najbolj časten moški član storilčevega bratstva. Ženske, otroci, ostarele osebe in posvečene osebe niso smele biti tarče maščevanja. Iz tega izhaja tudi običaj zapiranja v hiše za odrasle moške bratstva storilca, ki v strahu pred maščevanjem, obenem pa iz spoštovanja do ubitega in obžalovanja za storjeni zločin, niso hodili ven podnevi. Takšne situacije so precej ohromile tudi gospodarske dejavnosti bratstva, vendar po mojih ocenah, ki jih nakazujejo nekateri viri, v preteklosti običaj zapiranja ni mogel trajati več kot eno sezono. Pod sezono referiram na obdobje selitve živine iz letnih na zimske pašnike in obratno. Če se vrnemo k običaju maščevanja, je v mnogih virih izpričano, da je maščevalec moral za maščevanje upoštevati primerno lunino meno, primeren dan v tednu in primeren del dneva, po možnosti ob svitu ali ob mraku. Moral je tudi poskrbeti, da je maščevanje izvedel na pravem kraju, da ni bil na posvečeni zemlji. Najbolj plastičen opis častnega maščevanja najdemo v romanu Ismaila Kadareja Zlomljeni april, kjer je maščevalec upošteval prav vse aspekte, ki so jih narekovali običaji maščevanja. V zasedi je pričakal svojo tarčo, mladeniča je poklical po imenu, da se je obrnil proti njemu in nato z enim strelom prizadejal smrtno rano. Nato se je umirajočemu približal in ga postavil v znak in obenj položil njegovo orožje. Nobenega osebnega predmeta tarče maščevanja sam maščevalec ni smel odtujiti. Nato je moral takoj obvestiti mimoidoče, da je ubil in se maščeval in povedati, kje je truplo, da bi lahko mimoidoči nesli umirajočega na dom. Po maščevanju so se glavarji bratstva ponovno postavili v vlogo mediatorjev in šli k glavi družine pravkar ubitega v maščevanju, da bi pričeli pogajanja za pomiritev. Ukolikor bi po običajih, denimo glava družine, sprejel pogajanja za ubitega člana družine, bi že ob prvi mediaciji glavarjev podelil beso oziroma začasno premirje storilcu smrtne rane in v takem primeru bi moral storilec sam, brez spremstva, priti na pogreb umrlega, da bi bratstvo ubitega ocenilo, ali je vreden odpuščanja in pomiritve ali ne. Bratstvo ubitega ne bi smelo storilca ubiti na pogrebu, ker je bil varovan s premirjem oziroma beso. Besa je bila varovana z osebnim poroštvom in glede na izročilo so varuhi bese, bestiari oziroma dorzoni, bili dolžni kršitelja bese ubiti. Torej, tako za smrtne rane kot za maščevalne uboje je običaj predvideval čim prejšnjo pomiritev in sklic skupščine.
Ko govorimo o časti, pa moramo upoštevati tudi, da je čast lahko okrnjena zaradi posmehovanja ali norčevanja. V patriarhalnih družbah pa je bila čast okrnjena tudi v primerih prešuštev in zakonolomstva. Tisti, ki je zalotil prešuštnika pri dejanju, je moral oba prešuštnika ubiti z enim nabojem pri dejanju. In ukolikor bi mu to uspelo, ne bi bil dolžan niti krvi, torej ne bi bil tarča krvnega maščevanja, niti ne bi bil dolžan plačati odškodnine. S takim dejanjem bi opral čast obeh družin prešuštnikov in tudi svojo. Ukolikor bi ustrelil samo prešuštnika, denimo moškega in žene ne, bi bil to po običaju uboj iz koristi, za kar bi sledilo maščevanje ali poravnava. V patriarhalnih družbah pa je tudi nečistovanje pred poroko, predvsem za dekleta, predstavljalo nečastno situacijo, s katero je bila onečaščena celotna družina, predvsem moški člani, ki so imeli nalogo varovati spolno nedotakljivost deklet do poroke. Tako so etnografi na območju Grblja v začetku 19. stoletja naleteli na primer krvnega spora med Rajkoviči in Vučetiči iz Grblja. Đuro Rajkovič je ubil Miloša Vučetiča, ker je nečistoval z njegovo hčerjo Savico pred poroko. Đuro pa se ni poslužil krvnega maščevanja ad hoc, temveč kot zadnji izhod. Po običaju je najprej pozval Miloša pred grbalskega kneza in popa, kjer je želel Miloša prepričati v to, da se s Savico poroči in s tem zmanjša nivo onečaščenosti Rajkovičev. Miloš tega ni hotel storiti in je rekel, da je naloga jastreba, da lovi, in naloga plena, da se brani. Prva pogajanja z Milošem so bila neplodna in pogajanja so ponovili. In Miloš je ponovno zavračal običaj poroke z nosečim dekletom. Na pogajanjih je rekel, ko je krava spuščena, hiša dobi tele. S tem je prav Rajkoviče zmerjal z govedom in tedaj se je Đuro odločil, da se za to maščuje in je Miloša ubil iz zasede. Milošev oče pa se je zavedal, kolikšno krivdo je v tem imel njegov sin in se ni odločil za maščevanje, temveč za poravnavo pred razsodniki, kjer je zahteval odškodnino za uboj sina edinca, vendar je ni prejel. Uboj iz maščevanja in čast Rajkovičev sta bili v razsodbi poravnani oziroma izenačeni, torej za nečistovanje so Rajkoviči plačali s častjo, Vučetiči pa z življenjem. Razsodišče se je osredotočilo na reševanje usode Savice in še nerojenega otroka, ter katera od družin bi imela prvenstveno vlogo pri skrbi za otroka, ukolikor bi bil deček ali deklica. Kako pa so potekala pogajanja in mediacija v domeni glavarjev, da je sploh prišlo do sklica skupščine in do poravnave? Ko je prišlo do pogajanj po uboju ali po krvnem maščevanju, so posredniki s pristopom k hiši ubitega prosili za botrstvo pri svetem Janezu Krstniku, kar v izročilu pomeni prošnjo za mir in za novo zavezništvo oziroma zavezo. Ukolikor je glava družine sprejel glavarje v vlogi mediatorjev in pogajalcev, je krivcu in njegovemu bratstvu, tako kot prej omenjeno, podelil beso oziroma premirje in s tem potrdil, da se za časa pogajanj ne bo maščeval. Na pogajanjih so se glavarji in oškodovani glava družine začeli pogajati o višini odškodnine, ponekod pa se je višina odškodnine ustalila po običaju v določenem fiksiranem znesku. Določili so tudi dan zborovanja, na katerem so razsodniki nato določili ali potrdili višino odškodnine, ki naj se izplača deloma v denarju, deloma v dobrinah, ter število novih zavezništev med družinami. Šlo je za botrstva in pobratimstva ali celo za poroke med bratstvi. Botrstva in pobratimstva so predstavljala duhovno vez oziroma duhovno sorodstvo med botri oziroma kumi. Po izročilu je bilo kumstvo ali botrstvo vez, ki je veljala za trdnejšo in svetejšo vez od sorodstvenih vezi.
Ubiti svojega botra oziroma kuma je bil smrten greh, torej so te oblike duhovnih sorodstvenih vezi skrbele za to, da se maščevanje ni obnovilo. Na dan razsodbe so torej glavarji razsojali in določili višino odškodnine in stranki sta se pred glavarji poljubili in s poljubom miru na lica zapečatili mir. Poleg tega pa je prišlo še do javne izvršbe razsodbe, ki je bila pravzaprav javni spektakel in zelo pomemben dogodek, za katerega je bilo priporočljivo, da se ga udeleži čim več ljudi iz obeh bratstev. En primer takšne javne razsodbe oziroma izvršbe je zelo plastično opisal Pavel Apolonovič Rovinski. Na dan izvršbe je bratstvo storilca prišlo do bratstva oškodovanega in prineslo darove, ki so bili položeni v zibke z otroki. Bratstvo storilca in bratstvo oškodovanega sta začeli sklepati botrstva med seboj. Torej so določili botrske pare med odraslimi moškimi v enem in drugem bratstvu. Nato je bil izveden tudi običaj ponižnega poklona storilca pred oškodovanim. Storilec se po črnogorskem običaju imenuje krvnik in ta se je moral v spodnji srajci na kolenih približati tistemu, ki je sprejel mir in ga zato običaji imenujejo umirnik. Torej krvnik je prosil za odpuščanje in potrditev botrstva z vzklikanjem: sprejmi botr botra pri Bogu in svetem Janezu. Gre za ganljiv in ponižujoč prizor, ki ga ni spremljalo dodatno sramočenje navzočih, temveč spodbujanje pričujočih, naj se temu, ki ponižno prosi za odpuščanje, oprosti in naj se ga sprejme v novo zavezništvo. Pričujoči so kot zbor v antičnih tragedijah ponavljali isto frazo, ki jo je izrekal ponižni krvnik. In na tem mestu bi vam prebrala svoj prevod tega zapisa, ki ga je zabeležil Rovinski v pomiritvi med Jovom Bojkovičem in Jovom Zecem. Sin morilca v samo enem delu spodnjega oblačila, bosonog in brez pokrivala, se je plazil po vseh štirih in na njegovem vratu je visela dolga puška na pasu. Dva kmeta, razsodnika, tudi brez pokrival, sta podpirala puško na obeh koncih. Ko je to videl Zec, je takoj pritekel, da bi skrajšal ta grozovit, ponižujoč prizor. Stekel je do Bojkoviča, da bi ga čim prej dvignil s tal, in v tistem trenutku ga je Bojkovič poljubil na stopala, na prsi in na ramo. Pri jemanju puške z Bojkovičevega vratu je Zec rekel: najprej brat, nato krvni sovražnik, zatem brat za vedno. Je to puška, ki je vzela življenje mojega očeta. In ne da bi počakal na odgovor, je izročil puško nazaj Bojkoviču in izrazil popolno odpuščanje preteklosti in oba sta se poljubila in objela kot brata. Torej, kot vidimo, je običaj maščevanja dejansko vpet v sistem reševanja sporov, v katerem so glavarji bratstev imeli zelo pomembno vlogo, saj so bili varuhi pravnega reda in poznavalci pravnih običajev. Namen maščevanja je torej, da se opozori za krivico in da pride do pravične poravnave. Vendar ta običaj ni bil prisoten zgolj v bratstvih in plemenih in zgolj na tem delu Evrope. S pomočjo prav teh ostankov pravnih običajev nove raziskave nakazujejo, da je bil podoben običaj maščevanja in sklepanja miru prisoten tudi drugod po Evropi, tudi med plemstvom. Tudi kotorsko plemstvo je bilo seznanjeno z običajem maščevanja in poznan je celo primer spora iz konca 16. stoletja med kotorskim plemičem Trifunom Žakonjo, ki je na območju kotorskega distrikta do smrti pretepel mladeniča. Glavarji vasi območja, ki se je tedaj imenovalo Zbor vasi svetega Mihaela, so želeli pozvati plemiča na poravnavo, vendar jim to ni uspelo. In v maščevanju so plemiču požgali vinograd, ki ga je imel v kotorskem distriktu.
Ta požig je deloval kot pravni vzvod maščevanja in kotorski plemič je tudi na pobudo tedanjega kotorskega providurja poslal svojega zastopnika na zborovanje na Prevlaki, ki ga je organiziralo Bratstvo ubitega. Zbor razsodnikov je določil, da plemič poravna odškodnino za uboj, od katere je bila odšteta škoda povzročena v požganem vinogradu. Mir je bil kasneje potrjen tudi pred kotorskim sodiščem in notarjem, kjer so se predstavniki strank objeli in poljubili. Torej, običaj pomiritve je bil splošen običaj, poznan tako v vaseh kot v mestih ali komunih, in na to dokazujejo tudi sodobne študije o sistemu reševanja spora na drugih območjih v Evropi. Med novejšimi raziskavami gre izpostaviti predvsem študije profesorja Klavdija Povola, doktorja Darka Darovca in doktor Žige Omana. Kaj pa se je zgodilo s temi običaji, da so postali tako izkrivljeni in da se danes otroci zapirajo v hiše? Z razpadom Osmanskega imperija in Beneške republike se je pričel proces formiranja nacionalnih držav in vzpostavljanje državnih sodišč in seveda zaporov. Obenem je prišlo do reformiranja primarnih družbenih oblik življenja v bratstvih, saj so se ljudje pričeli izseljevati v mesta in na tuje. S tem je bila vloga glavarjev bratstva in njihov pomen varuhov pravnega reda znatno zmanjšana in sodišča so pričela vse vrste ubojev izenačevati in morilce zapirati v zapor. Pomen sklepanja miru je bil počasi pahnjen v pozabo. Kljub temu, da je sodišče odredilo zapor storilcu uboja, je družina ubitega ostala brez zadoščenja v obliki odškodnine in v obliki opravičila in kesanja za storjeno krivico. Zbirka pravnih običajev, Kanon Leke Dukagjina, ki jih je zbral Štefan Konstantin Džečovi, je bila prvič izdana leta 1933, nato pa je bila ponatisnjena leta 1974 in dostopna v albanskem jeziku v žepni različici. Vendar je oblast Enverja Hodže v Albaniji tako ali drugače prepovedovala nošnjo orožja civilistom. Po padcu socialističnega sistema in v času tranzicije države v sodobni kapitalistični red je prišlo tudi do prevoda kanona Leke Dukagjina v angleščino in srbohrvaščino in tudi že izseljeni Albanci so radi posegali po prevodu, ki jim je nudil stik s tradicijo. Negativna stran tega pa je seveda, da so se ljudje oprijeli izrekov, ki so navedeni v tej zbirki brez kakršnihkoli konkretnih interpretacij rabe, ki so bile predhodno v domeni glavarjev bratstev in tako se je običaj maščevanja popolnoma izkrivil. V 90. letih 20. stoletja je bilo po navedbah lokalnih oblasti v Albaniji veliko družin, ki so v strahu pred maščevanjem bodisi zbežale iz države, bodisi se kot neko desetletja zapirale v hiše. Rešitev pa so ponudili albanski intelektualci, ki so obudili običaj pomiritve in začeli delovati kot mediatorji med sprtimi družinami v Albaniji. Ustanovljen je bil Komite za nacionalno pomiritev, ki ga od leta 2000 oziroma 2001 tudi albanske sodne oblasti priznavajo kot mirovniško organizacijo. Komite je uspel v teh desetletjih uspešno pomiriti več 100.000 primerov raznih sporov med družinami. Poleg tega pa so nedavno tudi skupnosti črnogorskih in albanskih visokogorskih plemen ravno v lanskem letu obeležile 50-letnico skupnega sporazuma Splošne bese, s katero so se zavezale k reševanju ubojev na sodiščih in ne s krvnim maščevanjem. Torej, s postopnim oživljanjem mirovniške vloge glavarjev tudi njihova usoda ni popolnoma brezizhodna. In s to mislijo in upanjem na boljšo prihodnost danes upajmo 17-letnega Nika, zaključujem predavanje in odpiram prostor za vprašanja in diskusijo.
Kolegica Ergar, najlepša hvala za elokventno predstavitev tega fenomena.